Lindita. Pripoved o Linditi nikakor ne najde zadostnega prostora, da bi se lahko razmahnila in razlezla po lastni volji. Želela bi na vse strani. Namesto tega ji uspe le okrušek, iz koščkov skovana pripoved. Ženske se rado povezuje z nedejavnostjo, nenavzočnostjo, nepomembnostjo, neprepoznavnostjo, skratka z nezmožnostjo tega, kar naj bi ali bi lahko bile. Lindita je prešla vse to. To, kako bomo spoznali Lindito, izobraženo in bistro osebo precej sodobnih nazorov in iskrivega značaja, naj nas ne zavede, da bi spregledali, kako je v njenem življenju prišlo do pomembnih odločitev. Razkol med tradicionalnostjo, v katero je bila rojena, in osebnostjo, v katero se je avtodidaktično izoblikovala, je tak, da bi najprej pomislili, da gre za prevaro. Da bi bila Lindita kdaj dekletce, ki ga je družina silila v poroko proti njeni volji, si je težko predstavljati, sedaj, ko nam tako posebna oseba pripoveduje vse te zgodbe. Le ko se čez njen obraz za trenutek naseli sramota, ker je njeno telo nekoč že skorajda sprejelo seme, zdaj pa velja za jalovo in samsko, nas to spomni, kako prekmalu je usahnilo njeno brezskrbno deklištvo. Kot bi odrezal. Čemu solze? Upam, da jočeš od veselja, Lindita. Rapsodični narcis. Lindita je bila zelo inteligentna in izobražena. Bila je sijoča in elegantna, kar je spominjalo na sodobne zahodne high-class bač. Bila je vse, nežna in topla, a tudi žilava in nesramna. Ne kamnita in ne mehka. Samo njej lastna kri. V resnici je bilo videti, kot bi vse v njeni notranjosti gorelo, kar je imelo nekaj z njeno strastnostjo. In ker je bila takšna, lahko zdaj veliko stvari drugače razumem. Stvari, ki jih sama še nisem doživela, ali pa morda že, a jih nikoli nisem občutila na tak način. V svetu so njeni kraji večkrat veljali za zmedene, konfrontirane, razdrobljene, obrobne, samosvoje, romantične in nikoli dolgočasne. Tudi za divje, vsekakor polne vseh pomenov, zoprnih in obetajočih hkrati. Območje s toliko negativnih konotacij, a spet tako bogato in privlačno, amalgam vseh vrst političnih, kulturnih in verskih sistemov. Ko smo govorili o njeni domovini, se je Lindita šalila, da če se lahko nekaj balkanizira, se bom tudi jaz zbalkanizirala. Pravila je: številni si predstavljajo mojo državo slikovito. Moški nikoli ne hodijo brez puške na hrbtu in brez pištole zataknjene za pas z okrasnim folklornim vezom. Vse trdo delo pa med tem opravljajo ženske. Besedišče, ki ga je uporabljala, je bilo občutljivo, kot je tudi njen način govora, mehak in umirjen. Takšne so bile njene misli. Vse arhivirano postane nesmrtno. Imena, zgodbe o tistih, ki so že odšli, in tistih, ki so še vedno tu, o hišah, cestah, jezerih, cerkvah. Vse to lahko kadarkoli prikličemo v spomin. Samo smrti ni mogoče arhivirati in mrtvih ni mogoče priklicati. Znanstveniki. Ko so Evropejci in Američani nenadoma spoznali, da imajo plemena na Balkanu tudi zakone in kulturo, celo homersko-epsko pesništvo in ne le to, celo hipertrofijo pravil in zakonov in epov, so v te obrobne dežele Južne Evrope začeli romati mali bataljoni znanstvenikov, novinarjev in popotnikov, intelektualnih nomadov. Skozi kraje so defilirali razni tipi, ki so zbirali in katalogizirali vse, kar je mogoče zbrati in katalogizirati. Zakone, zgodbe, pesmi, vzorce, slike, recepte, predmete, inštrumente, zgodovine, usode. Nastajali so etnografski, antropološki in potopisni spisi, fotografske serije in dokumentarni filmi. Cerkve, konje, vojne, družine, ženske, plemena, pastirje, pesnike, vojake, vagone, starke človeške značaje, lokalne imaginarije, homerje, civilizacije, vse to so zavijali v tradicionalne noše. Verjeli so, da lepota Balkana leži v folklori. Niso videli naše resnične identitete, ampak folklorno, je o tem povedala Lindita. Zanje smo vsi mi bili folklora.
Bili so pionirji, vsi ti raziskovalci. Tako zelo so se trudili. Rekonstruirali so Balkan. Ne, odkrili so Balkan. Poznam te. Gole in brez zaščite so Virgine padale v roke tistih, ki so jih zasledovali svojo radovednostjo. Zalezovali so njihovo zagonetno prisotnost. Skupina moških, zbranih okoli Lindite, se pogaja s posrednikom. Nekdo ji prišepne, da naj reče za še več denarja. Nato ta tip urno nekam izgine. Zatem se drugi začne s posrednikom pogajati za $100 na uro. Nato gre ta posrednik do avta in pove, kakšno je stanje zunaj na terenu. Od vseh ovinkov in zatohlega zraka v avtu izčrpan tujec pristane na $100 na uro za pogovor. In še to, reče pogajalec, $200 za njeno fotografijo, 100 meni, 100 njej. Takšno je bilo običajno prvo srečanje Lindite in antropologa z Zahoda. Lindita bi ga potem, ko sta bila sama, vprašala, kdo da je. Ne poznate me, vendar jaz poznam vas, bi ji odgovoril obiskovalec. Vsi so poznali Lindito in vsi so govorili o njej. Obiskovalec bi nato odprl mapo z nekaj papirji, Lindita pa bi mu rekla, da to ni potrebno. Ni bilo treba vedeti, kaj si kdo misli o njej ali celo, kaj so o njej pisali nekje v Ameriki. V zadnjih letih sem prihaja vse več neznancev, ki postavljajo veliko vprašanj in vsi veliko fotografirajo. In stvari se že ponavljajo. Najprej so prišli etnologi in antropologi, za njimi novinarji in televizijske kamere. Vse dneve so me zasliševali. Prosili so me, naj si oblečem volneno jopico, tisto, ki je bila doma ročno narejena zame. Nikoli ne nosim pletenih jopic, le suknjiče. Za fotografijo, so rekli. Občudovala sem njihovo močno voljo, da bi vzpostavili pristen stik z menoj, ter še bolj njihovo požrtvovalnost, da so pripotovali tako daleč, samo da bi me malo posneli. Za seboj so pustili asfaltirane ceste in pripotovali starimi avtomobili vse do sem, do naših krajev, ovinek za ovinkom, ura za uro njihove vztrajnosti. Običajno so se začeli pogovarjati z menoj o splošnih temah, kot je nabiranje jesenskih pridelkov in ali bo jutri, glede na oblake za hribi, deževalo ali ne. Točno tako sem si od nekdaj predstavljala tujce. Vse je bilo zadržano in vljudno. Vsak tak pogovor je trajal veliko časa, vsaka beseda je bila skrbno premišljena, vsaj jaz sem mislila, da je tako, in dosledno prevedena. Vedno so jih spremljale neke do njih vsiljivo osladne in do mene pokroviteljske študentke prevajalke. A v resnici jih niso zanimale niti vremenske spremembe, niti žetev in trgatev ne. To je bilo izrisano na njihovih obrazih. Včasih so se na dolgo pregovarjali s prevajalko, preden so mi sploh postavili vprašanje. Želeli so me spraševati o ženskih zadevah, ko sem bila še v tistih letih. A si niso upali? Še ne. Bali so se, da bi me užalili ali razjezili in ne bi več hotela sodelovati. Potem bi bila ta njihova nekaj $1000 vredna ekspedicija za manj. Všeč mi je bilo, da imam tako moč. Običajno so se zadržali več dni, nastanjeni v najbližji gostilni ali na kakšni domačiji. In sledili so mi, kamorkoli sem šla, in me spraševali o vsem, kar sem počela. Bili so začimba vsake juhe, povsod so vtikali svoje nosove. Sledili so mi celo na aeromiting tovarne Utva. Ves dan smo preživeli na prvenstvu jadralnih letal s štarti z vitlom. Včasih je postalo to naše skupno življenje zares smešno, saj niso poznali nekaterih osnovnih stvari. Največ težav so imeli stranišči na počep čučelicami. Razlagali smo jim, kakšen je pravilen čepeči položaj, kako morajo imeti noge na X ter trebuh na stegnih. Potem pa so po svojih prvih izkušnjah v nedogled razpravljali, kako res vsi primati opravljajo v počepu in da se v tem položaju mišica zapiralka popolnoma sprosti, kar olajša izločanje. Še posebej, ko so na potovanju pogosto zaprti zaradi spremembe hrane in klime. Školjke za lene zahodnjaške riti, so pravili, ko so se še bolj sprostili, ne omogočajo položaja, ki bi ustrezno izčistil črevje, kar močno povečuje tveganje prebavnih motenj, turov in hemoroidov.
Mi pa smo bili ob tem ponosni, da smo tako napredni. Bili so izobraženi in poznali so srednjeveške balkanske zakone, ki so se prenašali iz generacije v generacijo in urejali življenje tukajšnjih ljudi. Ta tradicija vrednoti čast in gostoljubje celo višje od življenja samega. Vedeli so nekaj o strogih družbenih pravilih in poznali so postave, na primer Kanun. In vedeli, da je zaradi vendet, krvnih maščevanj, umrla skoraj tretjina moškega prebivalstva sosednje države, ker morajo moški zagovarjati čast družine. In kako lahko le moški podeduje družinsko lastnino, kjer ni sina, ni prihodnosti. To vse so vedeli, le razumeli niso. Sprašali so jo o tolikih stvareh, a ona jim je povedala le tisto, kar je hotela. To je bila njena igra, pa tudi njena zabava. Imela je privilegij, da jim je servirala vse, kar ji je padlo na pamet, in snemali so prav vse. Zato je izkoristila te intervjuje za sporočanje različnih vsebin. Blestela je v osnovnih obratih na raznih ravneh, kulturnih, političnih, ideoloških, kar je rado izzivalo naslovnike. A po njenem prepričanju še premalo. Niso bili tako igrivi in nabriti kot ona. Vse so jemali preresno. Bog nam je dal odgovornost, da ohranjamo naravo. Greh je utrgati jabolko ali list, ko sta še zelena, saj pretok narave ne sme biti moten. Bog ve, zakaj ga je ustvaril, in na nas je, da to ugotovimo tudi sami. Za svoje potrebe lahko uporabimo le nekatere živali. Toda v času posta ne smemo ubijati živali, razen če nas kaj zares ogroža. Bog nam je dovolil jesti živalsko meso, vendar v določenih mejah. Žival ne sme biti premlada in ne mučena. Tudi ko se žival kolje, moramo z njo ravnati zelo spoštljivo, moramo se povezati z njo. Morali bi nežno šepetati živalskim ušesom, da je Bog poslal ponje. Verjemite mi, žival se umiri, sprosti. Res mora biti hiter, da ne čuti bolečine. Karkoli je Lindita kje slišala ali prebrala, je znala reinterpretirati kot izvirno ljudsko modrost. Prave besede so se ji kar same lepile na jezik. Spretno je dodala nekaj arhaičnosti in že je to bilo nekaj, kar je treba ohraniti kot tradicijo ali folkloro. In raziskovalci so vedno vse skrbno dokumentirali. Včasih so ji kasneje poslali kako objavljeno časopisno besedilo in fotografije iz prispevkov o njej. Kar je nato v kafani s pomočjo mladih, ki malce znajo jezike ali se vsaj dobro pretvarjajo, da jih znajo, prebrala. Ti članki niso nikoli pozabili omeniti, da je zelo inteligentna in izobražena oseba. Zanima me, ali znanstveniki vedo, kako njih same med raziskavo spreminjamo ljudje, ki nas preučujejo, me je nekoč vprašala. Če je antropolog občutljiva oseba, bi moral videti in občutiti ta proces subtilne tranzicije. Sem se strinjala z njo. Fantastično. Popotniki in raziskovalci so bili z vseh koncev sveta. Zase so rekli, da so zdravniki, biologi, fotografi, psihologi, sociologi, antropologi, novinarji. Nekateri med njimi so bili seveda samo turisti. Imeli so podoben slog oblačenja, značilen za kroge akademikov. Tišrt ženske so nosile etno uhane in zapestnice, bež športne hlače, bele teniške copate ali udobne Birkenstock sandale, bele frotiraste nogavice in velike nasmehe. Moški prav tako. Govorili so počasi, a zelo veliko. Pedagoško so zlogovali svoje vprašanja, kot predšolski vzgojitelji. Slina se jim je sušila v kotičkih ust. Prišli so iz Anglije, Švedske, Nemčije, Francije, Amerike, celo iz Japonske in Koreje. To so bili dobri časi in imela je veliko prijateljev, ki jih zdaj ni več. Do kraja so raziskali te eksotične prostore in ljudi. Tako sama je. In začela je imeti težave s kolki, mi je pojasnila Lindita s cigareto v ustih, medtem ko je zelo počasi opravljala neka hišna opravila. Vem, da se je Lindita vmes že večkrat naveličala vseh teh radovednežev, ki so trkali na njena vrata, a z njimi je dobila solidno dozo pozornosti. Vsi so želeli spoznati balkanske zaprisežene device, opazovati prepričljiv moški videz in njihovo menda precej grobo vedenje. Nanje so gledali, kot da so družbeni fosili.
Njihova vprašanja so bila večinoma usmerjena v stvari iz vsakdanjega življenja, v smislu, kaj počne za preživetje, manj o njeni družbeni funkciji, zelo redko pa tudi o nastanku in statusu pojava inštitucije Virgina. Ko se je sprostila in navadila, je Lindita običajno postala zanje precej odprta. Pravzaprav se je sčasoma pričela vesti zvezdniško. Postala je najvidnejša burneša Balkana, saj je bila komunikativna, razgledana in duhovita. In ob tem še fotogenična. Tolikokrat je morala ponavljati kakšna dejanja, poze, da so jo lahko fotografirali, da je bilo, kot bi živela dve vzporedni življenji. Vsi so želeli zelo posebne zgodbe, celo plačali bi mi zanje. V začetku večkrat nisem hotela govoriti z njimi, ampak potem sem se domislila, Lindita, povej tem ljudem vse vrste zgodb in morda si z njimi prislužiš za avto. Spol se kaže kot zelo raztegljiva kategorija. O tem, ali je kdo moški ali ženska, ne odloča biologija enega ali drugega spola, temveč družbeni spol. To, kar velja za žensko, in tisto, kar velja za moško. Ženska se lahko telesno razlikuje od moškega, vendar to še ne pomeni pripadnosti ženskemu spolu. Navidezno razliko lahko hitro zabriše že s predolgimi koraki in kratko ostriženimi lasmi. Virilnost je zlahka pridobljena zgolj z izraženo odločnostjo. Takrat se baje vedejo kot moški in jih ljudje tako tudi razumejo. Izgubijo torej svoje specifične ženske lastnosti. Lahko pa ženske v moški kategoriji pristanejo tudi tako, da ne izražajo nič spolnega, so torej aseksualne. Izgleda, kot da je najmočnejši konstitucijski element ženske njena spolnost, ki je podprta z modo, gracioznostjo, sramežljivostjo. Lindita ni delala predolgih korakov. Imela je sicer kratko pristrižene lase, a bila je graciozna. Pri njej sem zaznavala namik na žensko seksualnost. Je pa njena izredna odločnost odstopala od sicer sila galantne fizične pojavnosti. V tem je bila do konca moški. In imela popolno amnezijo svojega dekliškega obdobja. O njem ni znala pripovedovati in vsako vprašanje je pri njej izvalo zgolj nered. In bila je pod deviško zaprisego, ki ji bo ostala zvesta do konca življenja, kar je zanimalo vse, ki so prihajali v te odročne kraje. Visoko je vrednotila to čednost, ki je bila povezana z idealom družinske časti. Seveda so obiskovalci želeli slišati o tem, kako take ženske s to krepostjo prispevajo k družini, ter kdaj so ogrožene in ali one koga ogrožajo. Po nekaterih interpretacijah so Virgine junakinje in zgled. Razglašajo jih za neke vrste etnofeministke in s tem jim je baje marsikaj prizaneseno. A daleč od tega, da bi bilo treba slaviti to njihovo svobodo. Gre za kupčijo. Za svobodo se odrečejo telesu in v zameno dobijo zaščito pred zunanjim svetom, ker same postanejo ta zunanji svet. In dogovor velja do smrti. Lindita se je spretno pretvarjala, da imajo vse te raziskave zvezo zgolj in samo z njo kot posameznico in z njeno lastno vrlino, z njeno preobleko. Vedla se je, kot bi vsi prihajali samo zaradi nje in iz tega je rasla njena domišljavost. Njeni spolnosti v intervjujih ni bilo namenjene prav veliko pozornosti. Večinoma so bili ti obiskovalci zadovoljni že z izjavo, da se ne samo obnašam kot moški, ampak se tudi počutim kot moški. Zanimal jih je njen emocionalni metabolizem in nekateri so iskali vse mogoče dokaze o tem, kako nesrečne so v resnici vse zaprisežene device. Analizirali in raziskovali so tiste registre, ki bi dokazali, da so mučene, da so v katastrofalnih odnosih z drugimi ljudmi in da jih grozljive družine zlorabljajo. Toda burneše so bile čisto običajno nesrečne, tako kot pač ljudje so, običajno nesrečni. Od nobene izmed njih niso slišali ničesar šokantno negativnega, kot recimo: smo na glavo obrnjene pepelke. Zavedno smo ostale zamrznjene v otroštvu, nikoli nismo odrasle v pričakovane ženske. Smo deformiranke, ki skušamo hoditi v tujih čevljih. Ali je možno to razumeti tudi tako, da so zase ohranjale vso grenkobo in to iz samega spoštovanja do inštitucije zaprisežene device? Nekaj je gotovo, njihov spol je bil odstranjen, uničen. In pri večini od njih tu ni več kaj razpravljati.
Če pa so obiskovalci pričakovali, da bodo srečali psihično motene ženske, ki se identificirajo z moškim, žene napolnjene z jezo, samopomilovanjem, samosovraštvom ali sovraštvom do moških, žensko odvratne osebnosti, če so pričakovali, da bodo srečevali lezbike ali bolje pač lezbike, ki prej niso mogle živeti v svojih ženskih telesih, se srečali z zagrenjenimi ženskami v moških oblačilih in prirojenimi invertirankami ali na kak drug način super tragičnimi osebnostmi, sovražnimi do sebe in drugih, so bili sila presenečeni. Virgine niso bile tovrstni ljudje. Obiskovalci so spoznali moške. Mnogi od teh akademskih in žurnalističnih zvezdnikov so zapustili te kraje praznih rok in se vrnili v svoje intelektualne meke. Lindita rada izziva z vprašanjem: koga imam v mislih, ko rečem, nič ni narobe z nami? Šolarka. Lindita se je nekega dne vrnila iz šole in mama jo je povabila pred skupino gostov. Z glavo je pokazala proti enemu izmed njih. Z njim se boš poročila, je bilo edino, kar je rekla dekletu. Najprej sem pomislila, da se šali. Ko pa mi je rekla, naj si razpustim lase, sem razumela, da je posredi nekaj zelo resnega. Običajev dogovorjenih porok ni bilo več, vsaj ne tam, kjer sem jaz preživljala otroštvo. Ker pa je naša družina zabredla v resne denarne težave, smo zapustili domače kraje. Dolgovi pa niso ostali na stari lokaciji, prišli so za nami, hkrati z vztrajnimi upniki, ki so terjali povračilo. Takrat sem imela 14 let in bila sem ambiciozna. Želela sem postati učiteljica in nato še ravnateljica. Nisem mogla verjeti, da bi oče poskušal rešiti denarne težave tako, da bi se znebil enih lačnih ust, in to mojih, in me nekam poslal za nevesto. Še manj pa, da bi sploh lahko tako globoko zabredel v težave, da ne bi imel drugega izhoda, kot preživeti družino skupnino za čedno hčer. Potem nismo več govorili o tem. Življenje je teklo naprej. Hodila sem v šolo in sanjala o poklicu in o vsem drugem, o čemer sanjajo dekleta. Nekega dne, ko sem imela 15 let, je v hišo prišla poročna obleka in z njo še kovček. Zdaj je bilo jasno, da je vse to s poroko vendarle sila resno. Za pomoč sem zaprosila učitelja, naj vendar govori z očetom. Kljub njegovim intervencijam se je izkazalo, da poti nazaj ni bilo več. Sedaj je šlo še za čast. In to je šele resna stvar. Najresnejša. Razumela sem očeta, da je to prenevarna igra. Ko smo tisti večer sedli k večerji, sem se pred vsemi odločila. Nikoli si ne bom las počesala na prečko, kot naredijo godna dekleta. Nikoli ne bom nevesta. Ker ne bom nevesta temu izbrancu, ne bom tudi nobenemu drugemu moškemu. In tako sem se lahko ponovno vrnila v šolsko uniformo. Bog je milosten. Lindita se je premaknila naprej. Ni vedela, kaj jo tam čaka, ali bo pristala še globlje od tega, kar si je sploh uspela predstavljati. Njena vzgoja je sedaj potekala stran od hiše in stran od žensk. Delovala je v skladu z očetovo strategijo in kar hitro dojela, da družba daje prednost moškim pred ženskami. In zakaj je ženska ženska in moški moški? Zlahka je vzljubila svoje privilegije in mimogrede je še sama začela prezirati ženske. Pripravljali so jo na novo poslanstvo. Oče pa je tako zlahka snel odgovornost sebe in jo podaril novemu sinu. Where the boys are. Lindita menjuje svojo osebnost in spreminja svoje osebne zgodbe. Slediti ji je pravi rock'n'roll. Zdaj je šolarka, zdaj zrel moški, zdaj lokalni čudak, zdaj pronicljiv premišljevalec. S svojim očetom je povezana na nek čudni način, ki se ga ne more znebiti. Predvsem pa nikoli ne izveš, katera njena in katera očetova zgodba je popolnoma resnična. Vse bi lahko bile resnične, ne vem pa, ali tudi so. Etnična fikcija. Njen občutek za aktualnost pripovedovanih vsebin je mojstrski. Eno takih besedil, ki jih je narekovala, je bilo objavljeno v nekem nemškem časopisu. Govorila jim je o starih ženskah, za katere je veljalo, da lahko nosijo vsaj pol oslovskega tovora in so sploh najcenejša delovna in tovorna sila.
Ko vstopimo v vas s približno 170 prebivalci, nas takoj preseneti, česar tu ni videti. Po prašnih cestah ne hodijo mladeniči. Na vaškem trgu se ne družijo možje, ne igrajo se iger in se ob njih glasno smejijo. Ne norčujejo se drug iz drugega, se ne trepljajo bratsko po ramenih in tudi pretepajo se nenežno. Noben moški ne kosi trave ali spušča vedra v vodnjak ob robu vrta. Nihče po noči ne razbija steklenic piva in ne sliši se petja izza vrat vaške gostilne. Skratka, nikjer ni videti nobenega mladeniča in ne moža. Prepoznam, da je zapisano v časniku resnična pripoved in ne kaka Linditina na pol izmišljena zgodba na poti od njene hiše do tujčevega avta. Resnično je tukaj po noči prazno in vse, kar se sliši, je zavijanje psov. Sprva je število prebivalcev v vasi raslo, a s tem je rasla tudi njihova lakota. Postali so nemirni, med njimi je bilo vedno več težav. Družinske koledarje so tista leta pogosto polnile smrti. Smrt je po otroke prihajala, ko se ji je zljubilo. Bilo je, kot bi Bog pri življenju raje ohranjal matere, kot pa njihove otroke. In tako so ženske pogosto smrti zapolnjevale z novimi rojstvi. Nova rojstva so bila njihov protiudarec usodi. Kjer so jasli prazne, se še konji grizejo. In na stotine obubožanih je zato zapustilo te vasi, v katerih so bili nesrečni, pa tudi srečni, ter odšlo naprej in daleč, do raznih Eldoradov. Pričela se je prekomorska migracija, ki je posrkala te obupance. Niso se ločili brez bolečine v duši. Svoje domove so zapustili v upanju, da se enkrat vrnejo. A večina se jih ni nikoli. Na ogledu muzeja na otoku Elis prav gotovo s kake fotografije zrejo tudi oči teh očetov in sinov. Tisti pa, ki so se vračali, so nato pripovedovali o krajih, ki so jih videli. Navdihnjenih z zgodbami o teh oddaljenih deželah, za kar štejejo vsi kraji, ki so bili več kot en dan hoje stran, je odšlo tudi vedno več mladih. Skupaj so zapuščali domove, vedno na meji med nočjo in dnevom. Potovali so v skupinah. Vse več ljudi iz teh krajev, kjer je posest tradicionalno majhna, se je lotilo napornih potovanj, da bi poiskali boljše priložnosti. V preteklosti je veljalo, da če je en sin odšel z doma, je moral drugi ostati doma. Zdaj pa so nekateri fantje začeli načrtovati pobeg takoj, ko so dopolnili 13. leto. Revna država, dežela trdega dela je to. Ljudje so se trudili preživeti, a iz ene koze se ne moreta narediti dva meha. To so bili časi ogromnega žrtvovanja. Potem, ko so možje zapustili družine, so v novih krajih nosili značilne prevelike plašče in po svetu hodili z bremenom, da morajo najti prihodnost za svoje družine. Odhajali so, ne da bi vedeli, kam sploh gredo. Oba sinova živita veliko kilometrov stran. Ja, to me zelo boli, nam pravi ena najstarejših z zlomljenim glasom. Vidim ga vsakih nekaj let. Drugi glas zdrsne v šepet, ko govori o svojem sinu. Nisem ga videla že 12 let, pravi tretja in globoko vzdihuje. To je življenje nevredno življenja. Najmlajša med starimi materami žaluje, da tudi ona več ne vidi svojih sinov, kar jo bo končno ubilo. Veste, junaštvo je naše skupno bogastvo in trpljenje je naša skupna tragedija. Vse te stare ženske govorijo z ogledali obrnjenimi v preteklost. Sedijo z rokami tesno v naročju, medtem ko se pogovarjajo z nami. Njihove roke nežno počivajo na natančno zloženih robčkih, ki jih prelagajo in gladijo po robovih. Naj se me usmili Gospod Bog in mi podari milost in nebeško kraljestvo, in nič več zemeljskega prosim, zaključi na videz najbolj izčrpana. Kaj pa hčere, jih povprašamo. Rodile smo kače, vso svojo ljubezen daš hčerki, ona pa se pozneje poroči v drugo hišo in jim podari vse svoje sinove. Imeti sina je dolžnost in imeti sina materi pomeni resnično izpolnitev. Ženske se zamerijo že ob samem rojstvu, še kot novorojenčice, samo zato, ker niso moški. V njih ni vredno vlagati, razen tako, da jo narediš tiho in hrepenečo. Ko bi le lahko poročili hčerko kar s sinom iz iste hiše. Ko zaključijo s tem stavkom, starke opazujejo, kako smo mi tujci šokirani.
In to jih zabava. Idi v pičko materino. Lindita ne potrebuje vprašanj, potrebuje samo tvoj čas, da ti nasuje svoje zgodbe. Stare matere na vasi imajo zanimiva življenja. Spominjam se, kaj vse so mi pripovedovale o nevestah. Ko tu nevesta prispe v hišo svojega moža, se skromno postavi v kot, stoji s prekrižanimi rokami na dojkah, s povešenim pogledom. 3 dni in 3 noči mora ostati v tem položaju, ne da bi dvignila oči, negibno, brez hrane in pijače. Kasneje se mlada spoznava z gospodinjstvom in posluša ukaze starejših. Vedno stoji, dokler ji ne rečejo, naj sede. In 6 mesecev ne spregovori ničesar, razen če jo nagovorijo. Te starke so bile nekoč take neveste, ki so po nekaj mesecev smele gledati le v konice svojih opank. Tu sta samo 2 vrsti žensk, ki imata socialni položaj vsaj malo podoben moškemu. To so virgine in stare vdove. Slednje so nekoč rojevale in dajale družinam sinove. Živele so težko življenje in šele zdaj, ko so stare, lahko svoje življenje končno imenujejo življenje. In najprej začnejo te ženske živeti tako, da pričnejo vedno pogosteje in krepkeje preklinjati. To so pravi hudourniki psovk. Ne morete si niti predstavljati, kakšen jezik lahko uporabljajo te matere. Skoraj vsak stavek se začne z Bog te jebo, tvoj mrtvi oče te jebe, ali jebo ti Bog mater, ali z različico, kjer nekdo nekoga jebe. Če pa bi 2 naredila kaj narobe, bi preklele kar oba hkrati. Pri tem bi ta 2 dobila dvojno jebanje, jebo tebe in ti njega. Pogosto te stare ženske rade prdnejo v javnosti. Ob takšni priložnosti bi druge vzkliknile, naj bo božja volja, da poserješ samo sebe. Bog ve, kako je prdenje sploh lahko postalo statusni simbol. Z leti te ženske, medtem ko lezejo navzgor po družbeni lestvici, začnejo tudi kaditi in piti rakijo, enako kot moški. In zdaj sedijo tam, zrele in spoštovane kot pitije. Uporaba kletvic pri starkah je neverjetna. Jebem Jezusovo križanje, naj bo božja volja, da se okužiš z glistami. Jebem pito na strani Kurana, ali pa jebi si svojo mater v sredino njenega očesa. Takole sedeča pred hišo z lepim robcem na kolenih, že skoraj da brez zoba starka ti vse to pove. Ponosen si lahko nanjo. Antene. Med menstruacijo ženska ni smela imeti stika z moškim, ni se smela dotikati njegovih osebnih stvari, celo ne govoriti z njim. Še prav posebej ne, če se je odpravljal stran od hiše. Zdaj pa, ko so babe že zdavnaj zunaj tega obdobja in niso več rodne, moškim ne predstavljajo nobene nevarnosti več. Izgubile so svojo ritualno moč. Zdaj so končno čiste. S starostjo so dobile babe drugačne sile. Njihova stara ženska telesa so še vedno simbol moči, zdaj imajo tesno povezavo z drugim svetom. Če se med ljudmi v vasi širi nalezljiva bolezen, je zdaj na babah, da prevzamejo taktiko zdravljenja. O polnoči te čiste babe odidejo k hiši na smrt bolnega. Tam slečejo svoja krila. Ostanejo samo v belih srajcah s pisanimi prazničnimi rutami na glavi. Bose in z golimi genitalijami stojijo tam pod milim nebom. Svoje zgubane, od porodov raztegnjene sive stare vulve usmerjajo proti nebu. Nato počasi začnejo vrteti svoja telesa kot kakšne satelitske antene proti oblakom. To je ritual odganjanja bolezni. Tako babe neposredno komunicirajo z duhovi, z drugim svetom. Zdaj imajo te ženske končno priznano moč. Poster face. Lindita uživa v igranju šaha. Včasih je sodelovala na amaterskih tekmovanjih in osvojila nekaj nagrad. Veliko je tudi potovala. S svojim malim avtom je prišla tudi do Istanbula in Pariza. V Parizu je iz radovednosti obiskala celo gejevski bar, a nad mesti je bila, kot rada ponavlja, izredno razočarana. Sicer pa Lindite nisem videla početi veliko drugega, kot sedeti na deki s cvetličnim vzorcem, naslonjeno na levo stran, čemur bi sledilo le še to, da se je tu in tam razlezla po naslonjalu divana, kar je izpadlo kot užitkarsko lenarjenje z eno samo dejavnostjo, tipanjem jezika po luknjah v zobeh.
Lindita vse okoli sebe povezuje in drži skupaj. Vsem se zdi tako lepa, tako drugačna od navadnih ljudi in lahko razumem, zakaj nikogar ne moti, da nadzira vse in vsakogar in se obnaša kot filmska zvezda, zakaj se nihče ne jezi zaradi njenih odločitev in veliko preglasnega smeha. Tako lepih obraznih potez je, da bi lahko, če bi se rodila nekje drugje, krasila katerokoli platnico ali naslovnico revije. Ne moreš zgrešiti niti ene njene posebne kretnje, niti enega od vseh kazalcev njenega edinstvenega značaja. In ko se takole raztegne po divanu, si je preprosto ne upaš nagovoriti, zaradi strahu, da bi uničil njen mir in božansko brezdelje. Visoka je. Njene poteze obraza so prefinjene, prsti rok dolgi in elegantni. Vse na njej je aristokratsko. Da lahko nosi uhanci, je kar sama preluknjala ušesno mečico. Način, kako prekriža noge, kako nagne glavo in kako se s prsti leve roke ves čas naskrivaj igra z majhnim koščkom zajčje kože, vse je tako meščansko, gosposko. Njene črne hlače in črn pulover z izrezom v obliki črke V sta odlično vzdrževana, zlikana in brez ene same mucke. In vedno nosi karirasto kravato. Čeprav ji je pomemben izgled, pravi, da je Virgina stanje duha in ne to, kar imaš oblečeno. Vitka dolgonoga z glavo rahlo nagnjeno na levo je kot univerzalna ženska, kot Rubensova Helena ali Botticellijeva Venera. Podobne poteze, podobno vzdušje. Kako se ženske razlikujejo v tej sintagmi večne ženske lepote? Da je lepota pomembna samo tistim, ki se nimajo pohvaliti s čim drugim? Etnologija. Vse v zvezi z vizitacijami Balkana me spominja na slumming tours, na nekdanjo ameriško tradicijo ogledov najrevnejših predelov mest, denimo kitajskih četrti, kamor so si turisti hodili ogledovati ljudi drugih ras in kultur. Gledali so njihova kopališča, njihove nočne bare, prostitutke ter celo bolnike na smrtnih posteljah. Zdi se, da so ljudje spremenili zaprisežene device v podoben spektakel za turistično rabo. Telesa Tobeli so sedaj zbrana na odru znanstvene in medijske razstave. Etnoturneje obljubljajo skrite pokrajine in priložnosti close-upov na te ženske tragedije v labirintu balkanske srednjeveške teme. Glejte in opazujte, opazujte, drage moje dame in gospodje, spolno dvoumne ženske iz vasi izven naših civilizacij, ženske, ki so svoja ženska telesa potisnile onkraj prepoznavno ženskega. Poglejte si še eno redkost v kategoriji svojevrstnih duš v deviantnih telesih. Opazovalci poskušajo razrešiti dilemo s postavljanjem vprašanj. In vsi skupaj bodo to dramo samo še okrepili. Tudi to je ena izmed vrednosti zapriseženih devic za Zahod, ki počiva na voajerskih užitkih ob telesnih razlikah. Ali ni to odsev privlačnosti displejev na freak-showih? Mar mediji z reportažami ne proizvajajo discipliniranega občinstva, ki postane izobraženo o nevarnostih prestopov med spoloma in okuženo s kančkom užitka v sumničavosti? Tujci me spremljajo povsod, me sprašujejo, opazujejo, kako opravljam vsakodnevna dela, denimo smukam kosmulje, obiram fižol ali kuham žganje. Na začetku me je bilo še sram, saj nisem bila vajena tujcev. Ne razumejo mojega življenja in postavljajo vprašanja. Zanje razbijam lupine orehov, nekatere odprem z zobmi, da se mi še bolj čudijo, čeprav tega prej še nikoli nisem storila. Veliko se smejim in se hvalim, odpiram usta širše kot običajno. Trkamo s kozarci in glasno zavpijem za naše zdravje. In končno je tukaj spet moški znanstvenik. Nočem govoriti s tujimi ženskami, raje imam moške. To je čisto drugače, tako moški z moškim. Prevladujoči cilj moških je oblast, moč in dolžnost do klana. Žrtvovanje, njegova cena jim izgleda čisto nepomembno. Ženske so moška lastnina, razvrednotene in zožene so na obliko suženjstva. Ubogljive in ponižane so iz dolžnosti do sistema, njihove solze so popolnoma brez vrednosti. Čista nedolžnost, pokorjenost v srdu in bolečini sta neizogibni.
In v brezizhodnosti te pozicije, v podrejenosti tej usodi z absolutnim sprejetjem kodeksov vrednot, te hčerke in žene pristanejo na tuzemsko pokoro. Čeprav v bistvu ne obstajajo zase in v sebi, temveč le v odnosu z moškimi, jih ta nenavadni pakt z neizogibno usodo hkrati naredi močne. Živijo za moške in ne zase, kar pa niti ni tako zelo arhaičen in družbeno odmaknjen koncept. Lindita je na neki način osvobojena take vloge. Prevzela je moške modele, oponaša jih in ponavlja njihove načine razvrednotenja žensk. Ujela se je v prizadevanjih imeti nadzor, zatejila je lastno žensko tankočutnost, zdaj na solze tudi ona gleda omalovažujoče. Dovolila si je za dozo neodvisnosti zamenjati svoj ženski duh. Nekatere virdžine sploh ne želijo komunicirati z ženskimi prišleki, zato me njene mizogine izjave sploh ne presenečajo. Zabava me, kako me Lindita želi izzivati, ko me namenoma nagovarja z moške pozicije in to še potencira. Hkrati pa me poredno gleda izza tankih srebrnih okvirjev očal, ki si jih tu in tam nadene. Ne vem, ali je kratko ali daljnovidna, saj uporablja ista očala v različnih okoliščinah. Pomislim, da ima v njih morda celo samo navadno steklo in jih nosi zaradi mode. Kot jaz v puberteti, ko sem za vsako ceno želela imeti lenonovke in sem si kar izmislila, da slabše vidim. Kozarec. Kaj se zgodi s človeškim telesom po rojstvu, sem ga vprašala. Gledal me je, ne vedoč, kaj naj odgovori. Kaj se zgodi po smrti? Nekaj časa sem počakala, preden sem nadaljevala. Glej, sem rekla, telo je ob rojstvu prazno. Nekateri ljudje hodijo v cerkev, drugi v mošejo ali v sinagogo, mi gremo v našo tekijo in tam poskušamo začutiti prisotnost vsemogočnega. Kaj je tekija? Je vprašal njegov fotograf, moteč, majhen in hiperaktiven človek, preveč je spraševal in šel mi je na živce. To je naše svetišče. Tu na desetine moških moli in poje. Z rokami razprtimi proti nebu se vrtijo in vedno znova ponavljajo Allahovo ime. Tujce je naša sufijska bratovščina začela zanimati. Nekaj je govoril o božanski ženskosti v središču islama, o ezoterični skrivnosti ženske in o tem, da je mihrab, niša obrnjena proti Meki, oblikovana kot vagina. Obljubila sem, da bom prosila našega šejha za dovoljenje, da privedem goste, ki bi želeli biti priča letnemu zikru naše kongregacije. Kot verniki se na ta dan vsako leto obrnemo k ljubezni in nadaljujemo svojo pot do Allaha, da bi živeli skupaj, spoštovali vse stvarstvo in ljubili drug drugega. Sem skrbnica prostora, kjer so nekoč živeli derviši in so zdaj položeni k počitku. In prejšnji šejh je moji materi prerokoval: rodila se vam bo deklica in postala junak. Izraznost in pogajanja. Potegnem si z dlanjo po licih. Zdi se mi, da ničesar ne čutim. Pomislim, ali nisem morda izgubila obraza. Lindita je obupna dvomljivka. Nič trdnega ni v njenem življenju. Ko kaj naredi, to na to stalno prevprašuje. Ko se odkot vrača domov, jo muči, kaj vse je rekla narobe, ko se je družila z ljudmi in kaj bi morala reči namesto tega, kar je rekla. Vedno znova se zavrtinči v te analize. Obžaluje vsak stik z ljudmi, zato jo po noči po druženju muči nespečnost. Ko se ji nabere preveč takih mor, se za nekaj časa odmakne od ljudi. Zavleče se v osamo, si liže rane in se otresa samo obtožb, kaj je rekla, kaj se je zgodilo, zakaj ni tega preprečila, zakaj ni bila tiho, zakaj ni rekla. Vedno je v tem sama in kriva in možgane ji gloda stalni občutek, da je vse, kar izvira od drugih, boljše in vse, kar pride iz nje, nujno potrebuje korekcije. Ima dve realnosti. Za njeno morasto vzdušje poskrbijo predvsem njeni stalni neuspešni poskusi, da bi izrekla kak svoj problem. Ne more in ne zmore izgovoriti tistega, kar bi hotela in o čemer bi tudi morala govoriti. Zato se vedno znova zaplete v megleno moraliziranje in se po površju vrti okoli teme. Izgleda, kot da je stalno v besnem notranjem dialogu. Ta notranji pogovor zato vedno pohabi njena dejanja. Pregovarja se sama sabo, ali bi kaj izvedla. Potem, ko se vendarle za nekaj odloči, to odločitev koj obžaluje in jo želi preklicati. Nato samo sebe prepričuje, da se ni nič zgodilo in da ji do tega pravzaprav sploh ni bilo
in da ji to ne pomeni prav nič. Na koncu pa seveda vendarle začne obtoževati samo sebe, silovito. Sicer bojazljive misli, ki jih ne more prenašati, med njimi tudi o tem, kako to, da se je naučila ravnati in razmišljati kot bitje, ki je višje od žensk, ali o svojem spolovilu, ki nikoli ni služilo svojemu namenu, ji glasneje zaropotajo v glavi. Ta spirala samoanaliz, samoobsojanj, nezmožnost jasne artikulacije stališč, predvsem pa potreb in želja se je akumulirala v debele naslage. Obložile so vsak milimeter njene osebnosti, ter jo tako naredile težko in okorno. Viktimizacija. V podobnem položaju, kot se je znašla Lindita, bi se lahko znašel vsakdo, ki bi skušal živeti neko svojo resnico, ki ni skladna s sliko kolektiva. Lindita je iskala ravnovesja, hudičevo resno jih je iskala, čeprav se je navzven to često videlo bolj kot parodija, nesrečni cinizem, predrznost in lahkomiselnost. Legalizirala je življenje na robu, v stalni nevarni. Biti žrtev ima lahko tudi svoje prednosti. Žrtev je namreč deležna sočutja. Ljudje ji prisluhnejo, ji izkazujejo razumevanje in namenjajo pozornost. Ko si razglašen za žrtev, zate nastopi drugačen čas. Vse se nekako umiri in lahko se zbereš ter budno čakaš na to, kaj pride naslednje. Zdi se ti, da je vendarle nastopil čas, ko se bo vse olupilo kot čebula, do samega jedra in razkrile se bodo vse te zmote, vsi grehi, vse sramote. Pravico in resnico potrebujem, si reče žrtev. In takrat je žrtev uslišana. Se pride sijoča pravica, ki elegantno sede na prestol in zavlada. Najprej poskrbi za globoko kazen krivcem in nato še za globoko žrtvino odpuščanje. A ta dama se je očitno nekje zadržala. V Maroku, v Indiji, v Prizrenu. Je mar zaprla Biblijo in Koran in se lenobno iztegnila v senco kakega drevesa v skrivni želji, da pozabijo nanjo. Žrtev zato še naprej čaka na kak znak ali spodbuden odziv. Vztraja v tem položaju in to čakanje nosi vse dvoumnosti njenega obstoja. Nato se privleče od nekod sumničavost, ki se je naučila igrati na obeh straneh. Prefinjeno in graciozno se posmuka okoli ljudi, se z njimi rahlo stakne s hrbtom, z lasmi se nežno dotakne njihovih obrazov in že je dovolj, da ti ne mislijo več na sočutje do žrtve. Prodirajoče pretnje je Lindita jemala mimogrede. Govorice si je tolmačila po svoje in popolnoma ignorirala, da ona sama pooseblja globoko paranoičen patriarhat. In je objekt, ki mu niso dovoljeni prekrški. V naelektreni atmosferi enostavno ni zaznavala realne ogroženosti. Sreča in igra sta bili zanjo bistveni. Anonimna pisma, grozilna opozorila, prve fizične grožnje, sprevržena ustrahovanja in občasne obračune je obravnavala kot prehodne in bila do njih ravnodušna. Ni prepoznavala proizvodnje linča. Derviš. Znanstvenika in njegovega nadležnega fotografa sem brez predhodnega dogovora pripeljala na naš Zikr. Nikoli prej na tej slovesnosti ni smel biti prisoten noben tujec. To sem si dovolila samo zaradi mojega posebnega odnosa s šejhom. Nihče ne ve, kakšna skrivnost stoji za najinim odnosom. Takoj, ko se je slovesnost začela, sem lahko začutila, da se moški s tem ne strinjajo in so bili očitno vznemirjeni zaradi naše prisotnosti. Nisem si mogla predstavljati, da bi ta obisk lahko izzval tako občutljivo situacijo. A slovesnost je morala iti naprej. Ženske in otroci so bili na ločenem mestu, na balkonu nad osrednjim prostorom. Vsi moški, zbrani v glavnem prostoru, so imeli bele klobuke iz klobučevine s črnim trakom. Nekateri starešine so imeli na licih majhne okrogle brazgotine. Po nekaj urah prepevanja in molitev so se častilci pripravili na končni dokaz predanosti, prebadanje teles s 100-letnimi bodali. Šejh je pripravil instrumente različnih oblik in velikosti, tanjša bodala pa so bila rezervirana za otroke oziroma za dečke. Vzdušje je postalo napeto. Glasba se je stopnjevala z vedno pogostejšimi udarci činelic in z večglasnega grlenega petja. Peli so srčno in zanosno. Allah je Bog, edini Bog. Tudi ženske so se zibale, a z zaprtimi očmi, nežno in diskretno.
Ko je glasba dosegla vrhunec, je vodja vzel večji zarf, ga blagoslavljal ter počasi premikal vsak njegov del preko ustnic. Ta zarf ima na eni strani čebulico, ki tehta skoraj 2 kilograma. Z nje visijo verige, zaradi česar je, ko mistiki plešejo, videti kot kak vrtiljak v lunaparku. Nato je premikal zarf med dlanmi in se gibal v središču moških, ki so ga obkrožali. Začel je predirati obraze mlajših, izkušeni pa so sami upravljali svojo bodale. Videti je bilo komaj kaj krvi, predvsem pa se je zdelo, da to nikogar ne boli. Ko so moški brez enega samega trepeta odstranili kovinska bodala iz ličnic, je gostu zašepetala na uho: samo tisti, ki jim uspe ločiti od telesa, bodo lahko prepoznali božansko. Ali jih ne boli, je priložnost za vprašanje izkoristil nadležni fotograf. Zelo je bil skeptičen do vsega, kar je videl, in tudi do vsega, kar je rekla. Ne, je ostro zašepetala v želji, da bi mu bilo jasno, da verniki v nasprotju s splošno razširjenim prepričanjem niso v transu in da to počnejo s polno zavestjo, da je ta obred enak že od otomanskih časov in da ne čutijo bolečin. Občasno je kak posvečenec pogledal v mojo smer in me prebodel s pogledom. Vsi pa so povsem ignorirali moja gosta. Ta nedobrodošlost ni veljala njima, veljala je meni. Nagnila sem se k znanstveniku. Vera dervišev seva od znotraj navzven. Derviš mora razmišljati, kdo je, od kod prihaja in kaj želi biti v tem življenju. Drugače bi ne bil človek, temveč žival. Obnašati se mora kot človek, kot popoln človek. Sufizem ga uči, kako biti zadovoljen s tem, kar je postal, kako biti skromen in kako vedno omenjati Boga. To je nauk o čiščenju srca, zato derviši želijo srce odvrniti od vsega, kar ni Bog. Bog je človeku zapovedal, da naj izvaja zikr. In človek je srednji spol, ne moški, ne ženska. Znanstvenik in fotograf sta zadovoljna z nabranimi materiali zapustila mojo vas in se vrnila domov. Tam bo profesor poslušal posnetke iz tednov potovanja po naši državi. Napisal bo prispevek ali morda celo knjigo, zagovarjal disertacijo in predaval o nas virginah ali o ljudeh z Balkana. Kaj vem. To so lepe zgodbe in odlična tema za razpravo v znanstvenem svetu. Endemični pojavi. Moje življenje se je potem vrnilo v običajno dnevno rutino. Še vedno vsakodnevno potujem v mesto, kjer zdaj delam kot varnostnik. To je bilo zadnje, kar sem slišala od Lindite. Potem sva popolnoma izgubili stik. Surova streza, s katerim se je med nama končalo, sem težko sprejela. Bila mi je zelo ljuba. Ne vem, ali je ponovno v kakšni osamitvi od ljudi, ali je enostavno naveličana vseh nas obiskovalcev, ali pa sta jo dejansko pokopala njeno suspendiranje tradicije in eksperimentalni obisk zikra. Morda je prejela anonimno pismo z opozorilom, da naj čim prej zavedno zapusti državo, da je ne ubijejo zaradi tega, kar je storila na zikru. Ordo idearum, red idej. Prevara zasnovana na podtikanju. Da je šejh, njen nesojeni mož izpred nekaj desetletij, je ne odveže odgovornosti, da je prekršila zakon z ekskurzijo 2 tujcev. In to na račun tistih $100 za intervju in 100 za fotografijo.